in kar naenkrat človek postane intoleranten na vse živo. Ampak mogoče je problem samo v tem, da je črevesna stena ranjena in jo je potreba negovati, zaceliti, potem pa lahko ti vnešeš spet vsa živila postopoma nazaj. Zdaj, če imamo pa mi že neko porušeno ravnovesje v črevesju, pa ko bomo dali mi še antibiotike gor, bojo pa posledice sam še hujše. Torej, imunski sistem je prvo, kar je zelo, zelo podvrženo vplivu črevesnih bakterij. In pa greš večet pelin, pa je... 5. Kateri so zate, kateri so zame, katere ti rabiš, katere jaz, to je zelo individualna zadeva. Živijo in lepo pozdravljeni, drage gledalci in gledalke, oziroma poslušalci, odvisno kako poslušate oziroma gledate tale podcast. Z vami je znova Šparov podcast Več vem, bolje jem. Podcast, v katerem razbijamo prehranske mite in se vsi skupaj učimo koristnih stvari, s katerimi potem več vemo in zato tudi bolje jemo. Danes se mi je v studiu pridružila dr. Teja Klančič in mu kar prebral, da ne bom česa spustil, doktorica prehrane, metabolizma in genetike in pa raziskovalka mikrobioma. Teja, lep pozdrav. Lepo pozdravljen, Boštjan. Najprej eno vprašanje. Zdaj, ko sem se jaz pripravljal na tale najin pogovor in mikrobiom, mislim najprej, zdaj kaj bomo neke mikroskope ven vlekali, kaj. In potem bolj, ko sem bral opise, se mi zdelo, da je to nekaj, kar sem jaz kot pač generacijo, s katero sem odraščal, sem napravil, da je to črevesna flora. Zdaj, a imam to prav ali sem ustrelil nekam v kamen? Ne, to je bil včasih izraz, ampak zdaj se v znanstvenih vodah flora ne uporablja več. Torej je mikrobiom oziroma mikrobiota. In da na kratko razložim, mikrobiota, to so ti živi mikroorganizmi, to so te male živalice, virusi, bakterije, praživali, ki živijo v nas in na nas. Praktično vsak del tvojega telesa ima svoj mikrobiom in tudi, na primer, palec na tvoji roki ima 80 milijonov različnih mikroorganizmov prisotnih. Tukaj je prebivalcev Velike Britanije. Kaj bi se pa zgodilo, recimo, če te mikrobioti iz palca izvedejo Brexit? Da grejo vsi stran, in na palcu naenkrat mikrobiotov ni. Kaj bi se zgodilo? Ja, pač oni upravljajo zate določene funkcije, skrbijo za vlažnost kože, skrbijo za elastičnost, proizvajajo določene substance, ki negujejo tvojo kožo, vplivajo na tvoj imunski sistem. In zdaj, če se preselva v črevesje, kar sem tudi jaz študirala, tam imajo izjemno pomembno vlogo za naše zdravje. Signalizirajo naše možgane, pošiljajo signale do naše kože, izobražujejo naš imunski sistem, proizvajajo hormone, tudi hormone sreče, serotonin, dopamin. 90% serotonina nastaja v črevesju, 50% dopamina nastaja v črevesju. Torej, upravljajo... Druga polovica pa beremo internet in se zraven razburjamo. Tako nekako, ja. Tako da upravljajo ogromno nekih nalog za nas, ki jih mi kot ljudje sicer ne bi imeli. Sodelujo tudi pri razgrajevanju hrane, absorpciji. In zdaj, kaj je pa razlika med mikrobioto pa mikrobiomom? Mikrobiom je pa ta genetski zapis teh mikroorganizmov. In zdaj, če bi mi prešteli te živalci, ki so v nas in na nas, je razmerje s človeškimi celicami 1:1. To se pravi, smo 50% človek, tako da ne rabimo biti tako resni o tem, kak smo neki evolved ali neki. V bistvu ni bila nikoli samo... Se pravi, oni so naši podizvajalci, če tako gledamo. Se pravi, prekarno delo, prekarni delavci, ki se tlele noter zastonj matrajo po našem črevesju, pa po drugih, da delajo stvari, ki jih človeško telo samo od sebe ne zna. Tako, ampak je tudi obratno, tudi mi njim dajemo stvari. Komunikacija, kar se mi zdi tudi ful pomembno in ful lepo, da si izpostavil, je dvosmerna. Sprav, oni pošiljajo signale nam, mi njim, mi jih hranimo tudi konec koncev. Oni imajo popolno okolje v našem črevesju, saj ves čas dotok hrane, pijače in tako dalje. In zdaj mikrobiom so geni in če bi gledali genetski zapis, je pa genov bakterijskih kar 500-krat več kot človeških. To se pravi, smo pa zgolj 1% človek.
Super, evo, tako da naslednjič, če boste šli preverjati svojo, to na kakšne te DNK, pa rečejo, vi ste pa 76% Gorenjca, 13% Dolenjca, 1% Prekmurca, se zavedajte, da je to zgolj majhen odstotek, da v resnici ste mikrobioti. Tako, v resnici ste večinoma bakterijski. Ja, super. Zdaj, tega, kar sva približno razložila, kaj je, se pravi, majhni delavci v nas. Neka proizvodnja. Ampak simbiotična. Tako. Deva razbiti nekaj mitov, se pravi stvari, ki veljajo oziroma mislimo, da veljajo za to. Se pravi, zdaj, prvi mit je, če vsak dan pijemo probiotike v jogurtih, bo naše črevesje zdravo. Zdaj se pravi, jaz lahko cel dan jem neko nezdravo hrano, na koncu pijem zvečer pred spanjem en štamperle jogurta in bo vse super, kada ne bilo nič. Ko bi le bilo tako preprosto, to je mit. Zdaj, res je, da probiotična živila, torej, če mi vnašamo neke živo mikroorganizme, kar so probiotiki, to so te žive živalice, ki jih mi hočemo vnašati v naše telo, ker da je nekaj probiotik, mora biti dokazano, da ima ob tem, ko ga zaužiješ, neko pozitiven učinek na tvoje zdravje. To je zelo pomembno, ampak če ti ješ junk food, 7 dni v tednu, pa zvečer en šot jogurta spiješ, je to tako, To je blažev žegen. Tako, blažev žegen, tako. Ni tako preprosto. Poleg vse prehrane, ki jo mi vnašamo, je seveda tle še stres, ki ima res zelo velik učinek na našo prebavo, tudi na našo populacijo, kaj bo raslo v našem črevesju, potem je samo gibanje in to je neka puzzle, to je nek skupek stvari, ki vplivajo na to, kako bo zdravje našega črevesja. Žal ni tako preprosto, kot samo bom dodal par probiotikov in bom imel zdravo črevesje, zraven bom pa ful sedel, užival visoko procesirano hrano, ker vse to pa poškoduje po drugi strani naše črevesje. Tako da je treba najti neko optimalno, vsaj 80% časa, da delamo za zdravje svojega črevesja, potem tudi, ko se pregrešimo, nima tako negativnega vpliva na naše zdravje, Ker imamo neko močno skupnost, imamo nek ekosistem, ki je odporen na te zunanje dražljaje. Če imamo pa mi porušene črevesne bakterije, neke rance, neko prepustno črevo, potem je pa vsak dražljaj lahko problematičen, ker lahko še nekaj povem. Seveda. Ker, na primer, črevesna stena opravlja, te bakterije pošiljajo signale v našo črevesno steno in ona dobi signal, zdaj je jedu, zdaj moram začeti izločati te hormone sitosti. Hormone sitosti grejo v možgane in človek se počuti sit. Zdaj, če mi poškodujemo črevesno steno, če mi jemo nekvalitetno hrano, da se ta črevesna stena ne more obnavljati v 3 do 5 dni. In by the way, velikost te povrhnjice, epitelija črevesnega v tankem črevesju je polovica badminton igrišča, to je približno 30 kvadratnih metrov. In to se obnavlja na 3 do 5 dni. In če zdaj mi tega ne hranimo, če mi črevesja ne negujemo, postane to prepustno. In kaj se zgodi? V trenutku, ko je črevesje ranjeno, tudi neha proizvajati stvari za nas. Hormon sitosti mogoče ne nastane, potem encimi za presnavljanje hrane, kot je na primer laktaza, to je encim za razgradnjo laktoze, neha nastajati. In kar naenkrat človek postane intoleranten na vse živo. Ampak mogoče je problem samo v tem, da je črevesna stena ranjena in jo je potreba negovati, zaceliti, potem pa lahko ti vnešeš spet vsa živila postopoma nazaj. Se pravi, najprej narediti eno dobro bazo, pa si pa lahko prvošmo vsak cajt. Tako nekako, Kakšen dan za goljufanje in se ne pozna. Tako. No, super. Se pravi, prvi mit ovržen. Drugi mit. Če jemo antibiotike, lahko mikrobiom hitro obnovimo s probiotiki. To je... V idealnem scenariju bi si pomagamo s probiotiki, ampak zdaj pa tako moram dati le par disclaimerjev. Prva je odvisno, v kakem stanju je bilo črevesje, ko si ti začel dobivati antibiotike. Ker če je bilo črevesje zelo poškodovano, dobiš antibiotike, potem je ta regeneracija, nujno je treba si pomagati s probiotikov, da se vzpostavi neko črevesno ravnovesje nazaj. Pri odraslih ljudeh je pa tako, da že čas sam po sebi, če imaš ti zelo zdrave črevesne bakterije, veliko raznolikost, dobiš antibiotik, lahko tudi brez probiotikov s časoma si črevesje opomore, ker vedno bo strmelo k tistemu, kar je bilo pred probiotiki. Ker mi,
če mi poleg antibiotikov, torej zdravil, uživamo že tako ali tako veliko vlaknin, ki hranijo te zdrave črevesne bakterije, se to razmnožuje na 20 minut, a ne? In se to opomore. Ne? Zdaj, če imamo pa mi že neko porušeno ravnovesje v črevesju, pa ko bomo dali mi še antibiotike gor, a ne? Bojo pa posledice sam še hujše in takrat pa je nujna pomoč s samimi probiotiki in pa predvsem tudi pri malih otrocih, a ne? Kaj je pri mikrobiomu? Mikrobiota se razvija prva 3 leta življenja in takrat je zelo nestabilna. To je zelo turbulentno obdobje, zelo občutljivi so otroci na antibiotike, na druge dražljaje, ne? Medtem ko odrasla je pa bolj stabilna, je pa ta skupnost že vzpostavljena. Tako, kot bi gradil mesto, neki zametki se gradijo prva 3 leta in takrat se hitro stvari porušijo oziroma spreminjajo, medtem ko je pa mesto že postavljeno in so neke temelji in je že neka vzpostavljena community, takrat pa ne moreš kar prideti pa podrt. Lažje zdrži, ko imamo, spet smo pri bazi. Kaj je to, da 20 minut, da se razmnožujejo? Bakterije se množijo na vsakih 20 minut. Tako, in zdaj, naprimer, ti lastnih genov ne moreš spreminjati, bakterijske pa lahko vsak dan, odvisno kaj hraniš, to bo raslo, a ne? In v bistvu mikrobiota je organ, ki se ves čas spreminja, ves čas razvija. To je tako kot nek vrt, ki ga imaš doma. Če boš ti vrt pustil, neka budeš ta bude za 2 meseca, ne bo nekega pridelka. Ne? Ali pa bo ta solata, ko pa razcveti, pa 2 metra visoka, pa si, kako visoka solata, jaz je pa ne moreš glih. Točno tako. Če pa ti to neguješ vsak dan, zalivaš, skrbiš, boš pa imel neko super pridelke, kot super tudi vrt in tudi neko vzpostavljen ekosistem, a ne? Super. Evo. Tako da nadaljujeva. Mit številka 3. Okay. Črevesne bakterije so pomembne samo za prebavo in čisto nič drugega. Ta je pa lahek. Ne. To je mit. Že na začetku sem omenila, katere funkcije opravljajo črevesne bakterije za nas, a ne? In izobražuje naš imunski sistem. To se pravi, prva 3 leta, ko se črevesje razvija, a ne, ko se razvijajo črevesne bakterije, ko se te združbe vzpostavljajo, te niše bakterij, sočasno izobraževanje imunskega sistema poteka. To se pravi, bakterijski signali imunskemu sistemu sporočajo, kako se obnašati ob stiku z določeno hrano in ga pač izobražujejo. In prva 3 leta se razvija tudi imunski sistem, sočasno se razvijajo tudi možgani, centri v možgani za čustveno regulacijo. Naprimer, zdaj so raziskave, kjer kažejo, da tudi mikrobni produkti na začetku življenja vplivajo na to, kako bo otrok zmožen čustvovati. Targetirajo amigdalo, hipokampus, ki sta centra za samočustvovanje. Torej, imunski sistem je prvo, kar je zelo, zelo podvrženo vplivu črevesnih bakterij. Drugo je, naprimer, samodelovanje možganov, tveganje za depresijo, anksioznost. Prej sem omenila, nastajajo hormoni sreče v črevesju, a ne? Tretja stvar je zelo, zelo povezana z delovanjem živčnega sistema. In tle je spet, če ima nekdo hudo depresivno motnjo ali pa da ima nekdo sočasno hudo zaprtost, ne? Te 2 simptoma sta lahko povezana, ne? Ker naš živčni sistem je kot software, ampak naše črevesje je prepleteno z živci. In če smo mi ves čas zakrčeni, ne moreš ti odvajati, a ne? Ker ta peristaltika mora biti tudi neka regulacija te sproščenosti, a ne? Naslednja stvar je tudi samo tveganje za nastanek bolezni. Črevesne bakterije so tista vojska, obramba, ne? Ko neki novi mikrobi ves čas vstopajo, mi smo mikrobom ves čas izpostavljeni, sem če imamo mi neko obrambo, neko vojsko prisotno, raznolike bakterije, je naša obramba dosti večja kot pri ljudeh, ki imajo zelo osiromašeno črevesje, presnavljajo nam tudi zdravila, aktivirajo določena zdravila, a ne? Torej, če bi mi zdravila pojedli in če ne bi prišlo do aktivacije v črevesnih bakterijah, potem zdravilo ne bi bilo učinkovito. Proizvajajo kratkoverižne maščobne kisline za nas, to je izrednega pomena, ker to je pa produkt fermentacije, ne? Ko mi imamo bakterije, torej probiotike, pa zraven pride vlaknina, kar je v sadju, zelenjavi, kar vedno poudarjam, da je zelo pomembno za zdravje črevesja, ne? Pride do postbiotikov, to so pa ti produkti, to je tako kot tovarna, ki proizvaja nekaj, ves čas delajo za nas te substance in te substance celijo črevesno steno, vplivajo na centre v hipotalamusu, v možganih, na centre sitosti, a ne? Torej spet
zelo uravnavajo tudi naš hormonski sistem. Ta je pa še ena taka velika veja, ki se mi zdi. Tako da upam, da sem te prepričala, da so dosti več kot samo uravnavanje prebave. Jaz mislim, da imamo zdaj nov pregovor. Pač, ljubezen gre skozi želodec, sreča pa skozi črevo. Kjera huda. Tako da je. Super, naslednji. Če se želimo izogniti sladkorju, so umetna sladila odlična rešitev. Ne, mit, sorry. Mit, to pa zato, ker vedno več študij, o tem imam tudi na svojem YouTube kanalu, 8-minutni posnetek, koga res sladila zanimajo, vas povabim tja, ampak na kratko, sladila spremenijo črevesni mikrobiom, in potem s temi transplantaciji črevesnih bakterij, ko so bili izpostavljene sladilom, so tudi pokazali, da spremenijo tudi tvoje procesiranje glukoze. To se pravi, ljudje, ki uživajo veliko sladil, v veliki meri imajo potem težave s sladkorno boleznijo tipa 2. In dokazali so, da predvsem zato, ker uživanje sladil spremeni samo črevesno mikrobioto. In še to ne ti povem. Naprimer, v našem črevesju obstajajo celice, črevesne celice, ki so kot senzori. In ta senzor ve, ali je glukoza, to se pravi namizni sladkor, ali je to sladilo. In v bistvu potem informacijo pošle možgan, reče, sam sladil je, daj počak na cukor, bo akcija. In potem v bistvu naši možgani niso zadovoljni in je krevajo potem še več. Tako da to je tudi en od mehanizmov. Ampak Svetovna zdravstvena organizacija, zanimivo, ko sem jaz tisti prispevek pripravljala, sem imela pač svoje razloge, zakaj ne priporočam porabo sladil. Nisem pa vedela, da to tudi ne priporoča Svetovna zdravstvena organizacija, ne bilo sem lepa potrditev, predvsem pri brezkaloričnih sladilih, to so tako imenovana umetna sladila, naprimer aspartam, sukraloza in tako dalje, tudi stevia, in v bistvu Svetovna zdravstvena organizacija je analizirala narejenih čez 280 študij na ljudeh, na nosečnicah, ni bilo to v podganah, tako kot smo mi delali, in so pokazali, da odsvetuje uporabo sladil ljudem, ki imajo prekomerno telesno težo in pa ljudem, ki bi se radi izognili srčno-žilnim boleznim. Vsem. Kaj ne pol, ne? Pretty much, ne? Tako da, to kot zanimivost. In pa greš večet pelin, pa je, ni cukra, imamo pa to. Ampak moram pa tle tudi poudariti, da namizni sladkor, visoko rafiniran sladkor, tega žlico jaz pa tudi ne priporočam. Sladkori, ki so naravno prisotni v sadju zelenjave, to je okej, zato ker so zraven še vlaknine. To pomeni, da ko ti nekaj poješ, da ne gre ta cukor direkt v kri, problem so visoko sladke pijače, ker takoj, ko mi to spijemo, je velik spike glukoze, posledično inzulina, potem pa hitro to pade in se ustvarjajo cravingi in tako dalje. In to je začaran cikel in tudi več vnetja ob visokem vnosu sladkorja. Tako da nobena od teh izber ni odlična. Ampak se pravi, če pa cukor, pa če gledamo, 5 gramov cukra ga je bolje, ali pa 10 gramov cukra ga je bolje zaužiti vsebovanega v enem jabolku, kot pa na žlico. Absolutno, to pa drži. Evo, sva prišla do... Tako da, sladkorja ne bomo prodajali na žlico. In še zadnji mit. Stres je psihološka stvar in ne vpliva na naše črevesje. Spet mit. Mit zato, ker... Kot sem rekla, možgani in naše črevesje ves čas komunicirata. Komunikacija je dvosmerna, preko živcev, preko hormonov, preko imunskih celic in tudi preko produktov, ki jih te bakterije delajo. Zdaj, če imamo pa mi zunanji stres, naprimer, da imamo zelo stresno službo in je to kronično, je pa ta center v možganih, to se pravi hipotalamus, hipofiza in potem nadledvična žleza, tam, ko nastaja kortizol, in ob veliki količini kortizola dobesedno poškodujemo našo črevesno steno, aktiviramo celice imunskega sistema, ki povzročajo vnetje. Ko je enkrat vnetje, je naše črevesje postane prepustno, naše bakterije, ta zdrave, so tudi na udaru strani imunskih celic, strani kortizola, in ko je enkrat črevesje prepustno, so pa tudi ti mikrobni delci, ki vdirajo naš krvni obtok, in še dodatno povzročajo vnetje. To se pravi, je začaran krog in iz tega kroničnega vnetja je res težko izstopiti. Problemi so brain fog, problemi je kronična utrujenost, problemi je, da ne čutiš hormonov sitosti.
ti jih lahko delaš, ampak jih ne čutiš, a ne, ker so receptorji neodzivni. Isto za inzulin, a ne, ker so tarče, torej receptorji so zelo podobni za inzulin, kot tudi za te vnetne citokine, te vnetne substance, ki nastajajo. Torej, ko so receptorji zasedeni, inzulin ne more se kam vezati in posledično imamo povečan krvni sladkor, a ne. Tako da je vse povezano. Super, hvala Teja za enkrat. Zdaj 5 teh mitov sva razbila. Zdaj pa nadaljujeva še z malce podrobnejšim, ne, čeprav si tudi že zdaj kar veliko povedala o samem mikrobiomu. Pa me zanima, čisto recimo, zdaj so že neki si omenjala, ne, kaj je se pravi, dajmo ne sladkorja na žlico jest, ne, pa podobne stvari, ampak kako, recimo, če bi pa hotel, ne, se pravi, pazi, se pravi, kaj sva rekla, ne, ti si 80% hrane ne bo take, da skrbi za mikrobiom. Kaj si potem izbrati? Kakšna živila, kakšna hranila so dobra za to? Če bi z eno besedo mogla opisati, bi bil to mediteranski stil prehranjevanja. Pač veliko svežega sadja, zelenjave, kvalitetnih maščob, v smislu oreščkov, olivnega olja, a ne? Tudi ribe, na primer. Občasno tudi meso. A ne? Predvsem, če bi mogla zbrati eno vrsto, bi bil poudarek na vlakninah. To se pravi, vlaknine so rastlinskega izvora, to so oreščki, sadje, zelenjava, kalčki, pač vse, kar je vlaknina. A ne? In zadnje raziskave kažejo, da je smiselno vnašati 30 različnih vrst vlaknin na teden. Zdaj, sliši se tu mogoče veliko, ampak se da. Naprimer, če imaš ti rad rdečo papriko, ne, dodaj še rumeno pa zeleno, pa imaš 3 vrste. Pa so 3, okej. Tako, to je en trik. Ne pomaga pa, da s flomastrom rumeno pobarvaš na 3 barve, pa na 6 barv, pa rečeš 6 jih je bilo. Žal ne vsebuje flomaster polifenolov, tako da. Naslednja stvar, ki bi rekla, je, zelo pomembno je tudi vnos fermentirane hrane. Ne? Zdaj, prej sem omenjala, to so živi mikroorganizmi, so probiotiki, potem so prebiotiki, to so vlaknine, ki so hrana za te. Potem pa, ko to dvoje se združi, nastajajo te substance, ki imajo zelo pozitiven učinek na naše zdravje, to so pa postbiotiki. In lepota fermentirane hrane je to, da vsebuje vse troje. A ne, imamo žive, imamo hrano za njih, imamo tudi že narejene pozitivne te postbiotike, ki so produkt fermentacije. A ne? In ko mi to zaužijemo, v bistvu ponaseljujemo svoje črevo s probiotiki, hranimo bakterije in tudi ustvarjamo okolje, ki celi našo črevesno steno in ima pozitivne učinke na naše zdravje. Kaj bi še poudarila? Mogoče pri fermentaciji, ne, dajmo tudi to poudariti. Ne, ko govorimo o fermentaciji, tukaj ne mislim alkohola. Ne bi rekel, zdaj bom pa spil eno šilce, ne, pa saj to so fermentirali neki, a ne, preden so pivo naredili, ampak dejansko gre za stvari, ki pravzaprav dejansko, ne se, če tako gledamo, imamo to srečo po svoje, ne, ljudje, da je pač fermentacija bila tudi način, kako ohranjati živila dalj časa. Tako, in zaradi tega imamo, ne, si vse kulture, kogarkoli gledaš, ne vsi, pa zdaj, če gremo gor nekam na sever, pa imajo morskega psa fermentiranega v urinu, ne, ki mogoče ni do tega, recimo zdaj, kar se zdaj, recimo kimči, ne, zelo popularen. Pa nas pa konec tudi mi, kislo zelje, kisla repa, ne, se pravi, lahko tudi eno joto, pa si rečeš, da si naredil nekaj za črvesno. Ne za črvesno floro, za mikrobiom. Vse v redu. Vsak ve, kaj mislimo. Naprimer, edino to bi podala, da naprimer, če ti skuhaš joto, ne, boš pobil te bakterije, ampak nič hudega. Ti imaš, zato ker je to fermentiralo dalj časa, te molekule, ki so nastale med fermentacijo, se ohranjajo. Tako da še zmeraj vnašaš nekaj, kar celi tvoje črevo, kar hrani tvoje črevo. Vlaknine ne moreš pač tudi s kuhanjem uničiti, ker to ni živo, to je dolg ogljikov hidrat, ki ga mi kot človek ne moramo presnavljati, ampak bakterije pa to obožujejo kot za njihovo hrano. Se pravi, kaj pa vzameš, recimo, ne vem, ščepec kislega zelja, pa si ga daš v sendvič zraven noter. Odlično, to je the dream, ja. To je pač tist ultimate, ne. Zdaj so delali na Stanfordu študijo, kjer so 6-krat na dan uživali fermentirano hrano. Naprimer, ali si pri kosilu spil malo vodnega kefirja, ali si spil kepco malo tega kislega zelja kot prilogo, a ne. Hrana je bila ista kot ponavadi, samo da so dodajali te pri vsakem obroku te bakterije in v bistvu so ugotovili, da so imeli prav vsi udeleženci te študije izboljšave imunskega sistema in večjo raznolikost črevesnih bakterij po koncu intervencije, po 10 tednih. Tako. Super. Zdaj, jaz sem te prekinil, pa ker smo s tem fermentiranjem, kaj si še hotela, pa se pravi, 30 vrst vlaknin, ne, so rekla? 30 vrst vlaknin, ja. Kako je poleg teh
trobarvnih paprik še pride do njih. Kako prijeti z oreščki, vse, kar je rastlinskega izvora, žiti, a ne? Na tisoče je opcij. Dejansko gobe so tudi prav posebna vrsta vlaknin, a ne? Potem so pač vse, kar je rastlinskega izvora. No. Kako je pa recimo s temi kakšnimi tako monodietami, jaz sem prav monodiete, kjer se zelo usmeriš sam v eno vrsto živil, ne, tako kot je bila, ne vem, zdaj bomo pa samo tako živeli, kot so pred 10 000 leti jedli, ne, pa razumem, ja. Pa take stvari, se pravi, koliko je tukaj, pač koliko je tudi sama raznovrstnost potrebna za ohranjanje, ne. Zelo pomembna. Naprimer, ravno to študijo The American and British Gut Project, ki sem jo omenjala, ki so prišli do te cifre 30 različnih na teden, poudarjajo ravno to, da ni bilo tukaj pomembno niti, ali je bil človek, da je zraven užival meso, ali je zraven užival mleko, ali je zraven užival ribe. Pomembno je bilo, da je vnašal 30 različnih vrst vlaknin na teden. To je tisto, kar je širilo raznolikost bakterij v črevesju in imelo nek pozitiven učinek na zdravje. Ne? Ker v bistvu bakterije rabijo vlaknine. In zdaj, če ti svojega hišnega ljubljenčka ne hraniš, ne? Oba veva, da ne glede na to, kako kvalitetno hrano mu boš začel vnašati, če on pač umrl, ne moreš ga uživeti. Ja. Ravno tako je s črevesnimi bakterijami. Ne? In še to povem, z generacijo v generacijo, zaradi modernega življenjskega stila, zaradi uporabe antibiotikov, zaradi stresnega življenja, zaradi veliko sedenja, zaradi modernih praks, ki sicer podaljšujejo življenje na nek način, ampak je naš mikrobiom na udaru, ves čas se manjša raznolikost iz generacijo v generacijo in vedno več je težav teh nenalezljivih bolezni, Pač, to je pa pač stranski učinek tega. Tako da mi moramo res skrbeti za to, da čim več različnih bakterij imamo v črevesju, večja kot je raznolikost, manjše je tveganje za določene bolezni. In še to povem, na svojem profilu večkrat govorim tudi o imunoterapiji, in kako pomembna je raznolikost črevesnih bakterij. Ravno z tega razloga sem v bistvu ustvarila takrat profil, ker sem prišla na članek, ki je pokazalo, da je uspešnost imunoterapije, torej nekdo, ki ima že raka, in ki je imel veliko raznolikost črevesnih bakterij na začetku imunoterapije, je bila ta kemoterapija potem uspešna, medtem ko ljudje, ki so na primer dobili 3 mesece pred imunoterapijo antibiotike ali pa so imeli res nizko raznolikost črevesnih bakterij, je bila pa imunoterapija neuspešna. In potem zdaj, kaj poteka zdaj po svetu? En kup študij po celem svetu, kjer od človeka, ki se je dobro odzval na imunoterapijo, vzamejo črevesne bakterije, presadijo človeka, ki se ni odzval, ponovijo kemoterapijo in so lepi uspehi. Tako da upam, da se bo čim več terapij osredotočila tudi za to. Zato jaz imam tudi svoj profil, da ozaveščam. Vsak od nas lahko vsakodnevno skrbi za svoj vrt, ker tako si tudi izboljšaš možnosti ob samem zdravljenju, če le do tega pride. Zato se tudi lahko postaneva že malo filozofska, pa rečeva, ta so vplivanje, stres, pa črevesna flora, a pravzaprav sploh še a nam trenutni življenjski slog sploh omogoča, da ne bi stresirali dodatno, pa že sami po sebi uničevalci zaradi nekih stvari, na katere niti sami nimamo. Stresu se ne moramo izogniti, to je dejstvo. Stres je naš vsakdan, ampak lahko pa uvedemo neke tehnike sproščanja, lahko si sami pripravljamo malce, lahko s takimi minimalnimi spremembami skrbimo za naš mikrobiom, ker da se ga regulirati, tudi sproščati, naprimer vagus, vagusni živčki je izredno pomemben pri sami regulaciji črevesja. To sem pa jaz zdaj, evo, se bom frajerje naredil, kako sem se pripravil, da je ravno to imam, pri naslednje vprašanje bilo glih to, to soodvisnost črevesja in oziroma črevesnih mikrobov in možganov. Se pravi, da imamo pač, da po tem vagusu, po tem živcu poteka ta komunikacija in da imamo, zapravo, da črevesje vpliva na presnovo osebka, na imunski sistem, na žilni sistem, da sprotno pa v kontrasmer pa možgani pošiljajo, kako naj se črevesje pa vsa ta mikrobiotika v njem obnaša, pa kaj naj počne. Tako, naprimer, to je zelo preprost eksperiment pred dogodkom, ki je nekdo živčen, velikokrat letiš na WC, to je ta akutni stres in to je, takoj vidiš
Reče, rezultat. fanti, je peristaltiko bomo dali na 11, zdaj pa bom pa videl, kaj se naredi. Ja, in to je ta najlažji poskus, ker takoj vidiš, kakšen je učinek tistega res hudega stresa, da te zvije. Drug primer je pa ta kronični stres in pogosto pojavljanje teh prebavnih težav, prepustnosti črevesja, kroničnih vnetnih črevesnih bolezni, sindroma razdražljivega črevesja. Zdaj tega toliko, da pač... Ampak jaz mislim, da je kombinacija vsega. Ni samo stres, pa ni samo prehrana, ampak je vse. Pa vsak od nas, pa še to, vsak od nas ima drugačne črevesne bakterije. To je tako individualno kot tvoj prstni odtis. In ravno zato, prej, ko sem spraševal o probiotikih, spet, kateri so zate, kateri so zame, katere ti rabiš, katere jaz, to je zelo individualna zadeva. Zato je težje ugotoviti, katere točno prebiotike, za kater antibiotik, za katero težavo, to mora biti specifično. Medtem, ko če jaz rečem, jej 30 različnih vlaknin na teden, to je dober nasvet. A veš, ker, naprimer, pač... Ker ni uno, pač to je... Ni to specifično. Glih to se vidi, tudi pri temu, pa jaz sem izgubljal težo, pa ne vem, pa ker se tako pogovarjal z ljudmi, ker vidiš pač, dejansko nimaš enega recepta, ki bi ga lahko na vse nekako tako pokril, pa bi rekel, lejte, to bo pa zdaj čisto za vse delovalo, ampak se je treba vedno nekako personalizirati, gledati, kaj je tisto, kaj vpliva, kako lahko, kaj ima učinek, konc koncev. In ravno zato bi mogoče, evo, tukaj vprašanje, kaj pa so mogoče vseeno, poleg teh, ne vem, 30 vlaknin, je še kakšna taka stvar, ki se jo lahko pa mogoče tako krovno priporoči, da izboljša. Razen tega seveda, da gremo za... da zadanemo na loteriji, pa gremo za en let v naravo živeti, pa smo brez stresa. Ne, mogoče, če bi mogla reči, še bolj pomembno se mi zdi, da se izogibamo ultraprocesirani hrani, ker zakaj? Ultraprocesirana hrana ima v sebi snovi, ki jih naše telo ne potrebuje. To se pravi emulgatorje, ojačevalce okusa, potem razne dodatke konzervansov. Neki konzervans po definiciji pobija mikrobe, zato da ti nekaj ostane na polici par mesecev brez težav. Ultraprocesirana hrana ima še en problem. Prvo stvar, ki jo naredijo industrijsko, je, da odstranijo vse vlaknine. Jaz tle govorim že pol ure o vlakninah. In to odstranijo zato, da podaljšajo rok uporabnosti. Spet iz praktičnih razlogov, ne iz zdravstvenih razlogov. In vsi ti emulgatorji poškodujejo črevesno steno. Poškodujejo jo. In zdaj mi delamo za črevesje in proti črevesju sočasno. Zato jaz rečem vedno, berite deklaracije, bodite natančni, izberite tiste, ki ima čim manj sestavin, pa tiste, ki razumete. Ponavadi, če so kakšni vmes je že tako, pa ne da strašim, ampak zdaj pri tej ponudbi imamo toliko opcij, naprimer ta linija od Spara na Turpura, vrhunsko. Vrhunsko, če ste v dvomih, preberite izdelke in vidite, kaj je not, boste vse vedeli, kaj so sestavine. In jaz res je sem stvar navade. Menjate par stvari, ne izogibajte se hrani in tudi prekršite se, valjda. Ampak vsakodnevno, kar delate, to je tisti ključ, to je konsistenca, to je skrb za svoj vrt. To je tisto. Zdaj, če kakšen dan vrt pozabiš zaliti, that's okay. Ne bo konc sveta. Ampak če ga pa mesec ne zalivaš, bo pa problem. Pa je, čeprav zdaj gruntam, kaj bi bila analogija s tem, da padem vse en dež pade. Kaj ta hrana neka, ker rečeš, slučajno se spotakneš, pa padeš v jezero vlaknin. Ja, to bi jaz rekla, da mogoče tvoj genetski zapis, da imaš srečo in da si en tistih ljudi, ki cveti tudi ob visokostresnih situacijah, da ni toliko negativnih, ker smo si vsi ljudje zelo, zelo različni. Super, meni se zdi, da bi vzela že tole sicer res lep zaključek, pa napotke, ampak vseeno sam še eno vprašanje. Zdaj, ko ves čas praviš to, pa pride do težav z mikrobiomom, pa to. Kaj so pravzaprav sploh znaki? Mogoče čisto, da vidiš, da pa neki tam, se pravi, ti naši simbiotični podnajemniki niso v takem stanju, kot bi lahko bili. Kako se to pokaže, se pravi, da veš, da rečeš, ok, mogoče bi bilo pa dobro, ali stopiti do strokovnjaka, da pomaga, oziroma ali se glih toliko malo samega sebe zahakljati, pa malo bolj po nekih teh napotkih probati se prehranjevati. Prvo, jaz bi rekla tako, da glede počutja, naprimer, če je kronična napihnjenost, bolečina po hranjenju, če imate kronično drisko, to je treba tudi preveriti, zakaj je kronična driska. Nič kroničnega ni okej. Tudi pri svoji prebavi morate biti kar dosti dosledni, opazujte,
kakšno je blato, pač opazujte, kako pogosto odvajate. Ne? Zdaj najhude je zdaj to, kar bom rekel. Ta podcast je podcast, ki promovira gledanje v stranišče. Ja, pa sej to bi mogel vsak. Ja. V stranišče, če pogledate, 50% je bakterij. Ja. To niso samo ostanki hrane, to so tudi bakterije, ki grejo ven z blatom, ne, pač z ostanki. Ne. In to vam da tudi neko sliko. Ne. Pač opazujte svoje simptome. Če vam hrana povzroča težave, če ste kar naenkrat postali intolerantni na določene zadeve, veliki večini primerov je to problem prepustnosti, je problem ranjenosti črevesja. Tako da jaz vedno rečem, skrbeti za svojo prebavo, redno kontrolirati in tudi opazovati svoje simptome in probati. Sej, kaj se pa zamudite, če greste, da si en mesec rečete, zdaj bom pa probal malo bolj zdravo živeti, pa bom si malo več sam pripravljal obrokov, bom malo gledal etikete, malo sprobal, jaz verjamem, da pa ni več poti nazaj. Je pa nekaj, da zberete način, ki bo, naprimer, dober za vzdrževanje telesne teže, pa ki ni napor. Nikoli biti lačni, lepota 30 vlaknin na teden je tudi ta, da boste imeli ful več hormonov sitosti in v bistvu ne moreš tukaj jesti, tudi če bi hotel. Tako da... Challenge accepted. Yes! Tako pač. Tako bi rekla, no. To so prvi znaki. Super, te najlepša hvala. Hvala tebi. Tole je bil še en del podcasta Več vem, bolje jem. Z nami je bila dr. Teja Klančič, to je res najlepša hvala. Če povzamem zdaj, da vidim, če sem si zapolnil. Se pravi, 30 različnih vlaknin na teden, raznoliko, ne preveč, oziroma čim manj ultraprocesirane hrane, to pa poslušati svoje telo. Si dati uho na... črevo, poslušati, kaj oni prijateljčki odpravijo in slediti njihovim željam. Tako, gut feelingu, ne? Tako je. Ja, se to je največ. Ker zmeri prav, meni je to, kaj se tle tudi dogaja, ne, recimo, a ne, glih spet ta povezava, pa to je zdaj osebna anekdota, poezija. Recimo, poezijo, ki bereš, pač, poezija se ne zgodi tle, ampak se zgodi glih tle. Kako se strinja. Nekaj, ki začutiš. Evo, in mogoče glih to, če te imeli dobro tole, mikrobiotiko bo tudi poezijo lažje spremljati, ali pa dajte si tudi prvoščati kakšno kitico poezije, ker bo tudi to blagodejno vplivalo in proti stresu in na vse. Tako, bravo. Evo. Hvala za povabilo. Ni zakaj, hvala te, ker si bila z nami, pa veliko uspehov še naprej. Hvala enako.